veste vse tudi o dimnikarjih. Če vas zanima, kaj se dogaja po svetu, pa dobrodošli v Janinovih potovanjih okoli sveta. Janinove minute v E+. Dobrodošli, Janin. Hvala. Danes, najprej, da se malo stavimo, danes si malo tako, znane bulerje imaš, no? Točno takšni so bili prvi moji. Zadnji si ti govoril o bulerjih, potem sem pa iz gole solidarnosti s tabo danes jih oblekel. Na zadnje sem jih imel v JNA, se pravi pred 20 leti. Nikoli jih nimam, oziroma enkrat na tismo paintballu sem jih pa res nosil. Koliko so prehodile te? Najdaljši teren smo imeli v 3 dneh 120 km po okolici Vranja. No, sicer dolga pot, kam te pa tokrat zanesla pot, katero bomo spoznali, pa? Danes greva pa s kombijem potovati proti vzhodu in sicer celo pot do Indije. Pri cestah in pri avtoštopanju. Kaj greva najprej s prispevkom? Rekel si, da prvi kader je zelo pomemben. Ja, prvega pa morava omeniti. Prvega bova omenila, pol pa pokomentirava naprej. Prosiva režijo, da nam spustijo. Insert! Ki se imenuje Balučistan. Sila zanimiva dežela, predvsem, če prihajaš iz preostalega Irana, ker tukaj so ljudje že bolj indijsko-pakistanskega tipa, kar pomeni popolnoma drugačni kot sicer po Iranu. Povsod druge so zaprti, tihi, bulijo vate, cele gruče se zdrenejo okrog tebe, ampak nihče nič ne reče. V Balučistanu je pa že pakistansko-indijska scena. No, tole sicer tukaj ni videti kaj hudega, ker se pač kamere malo bojijo, sicer pa norijo okrog tebe, te cukajo, obešajo se na kombi, tamle levo si en košček našega kombija videl. Torej, tole je bilo pred 4 leti. Ta napis, ki ga bo zdaj kmalu zagledala, sem pa prvič v življenju videl pred dobrimi 14 leti. Evo ga zdajle. Piše pa takole. Čisto skromni smo, ničesar nočemo, samo to, da se islamski zakoni uvedejo po vsem svetu. V angleščini pa še v pakistanščini. Skromno zahteva pravzaprav. Zelo skromni ljudje. Če bi bila midva enako skromna, bi rekla, kaj ne želiva veliko, ampak da bi čisto vsak zemljan na dan ali pa na teden nama podaril evro. No, zakaj pa ne bi bila kar midva lepo vladarja sveta? Ja, recimo, da so skromna, ne, pa za vsak pol, ne, da ima 6 mesecev dopusta. Ampak brez hece nadaljujeva še vedno vsak je v... Torej, treba je vsekakor omeniti tele kamione in ostala vozila. Strinjaš se boš, da je tole tako lepo, da lepše sploh ne bi moglo biti, v njihovem okusu seveda. Tole lastnik je takoj derjal gor in še malo spucal dodatno in snel cunjo, da bo posnetek na kameri čim lepši. Povej mi, kaj je s temi kamioni? Vedno so posod neke okraski. Zdaj, moja teorija je, da imajo oni tako dolgočasno državo, sam pesek in kamenje, da enostavno potrebujejo nekaj malo bolj živega. So pa to obrtniki, ki služijo od neverjetno velike denarje za njihove pojme. Namreč čisti okraski stanejo skoraj toliko kot cel kamion. Ampak vsak lastnik, jaz ne vem, ki jemljajo denar, pač hoče imeti okraskov do nemoglosti veliko gor, tako da so cele veje obrtnikov, ki se s tem ukvarjajo. Smo pa v jako zanimivem mestu, ki se imenuje Taftan. In vsak, ki je že kdaj vozil proti vzhodu, ga gotovo pozna. To je na meji med Pakistanom in Iranom. Blizu sta mesti Zahedan na iranski strani, pa mesto Nakundi na pakistanski. Od sile, torej, ko smo prejšnjič bili tam leta 1989, ni bilo nobene ceste, ki bi peljala od tod naprej. In smo vozili drn in strn čez puščavo. 7-krat smo se zakopali v pesek, pa so nas reševali, med drugim še celo mudžahedini, ne boš verjel. Eden mi je prav pokazal pravo mudžahedinsko izkaznico, sicer v tisti pakistanski arabščini, tako da mu pač verjamem na besedo. Moraš verjeti na besedo? Ja, s tistimi pravimi kapami in vse, kar spada zraven. No, skratka, zdaj so pa že, ne vem, če bomo danes imela toliko časa, ampak danes se pa že da odpeljati po asfaltu tudi naprej. Torej, kot rečeno, tole je pa posneto pred 4 leti. Namreč to je tako švercersko mesto. Tam zraven je seveda carinarnica, kjer silno strogo gledajo, ampak 50 metrov stran pa en kolesar za drugim križari od Pakistana do Irana, pa jim nihče nič ne reče. Pravic je najbrž zadoščeno, ne? Carinarnica je. Pravic je zadoščeno, oni pa šmuglajo vse, karkoli se pač da. Lepa slovenska beseda. Šmuglati se, ja. Ali pa švercati, ne? Tako. Kar pa zdaj gledava, to je pa peka kruha.
Torej, kruh, kot veš, pri nas se na malo drugačen način peče. Tale pekarna niti mogoče ni komu kaj prav posebnega, ker tale še ne pol v iranskem slogu. Čez kakšen trenutek boš videl pa že kakšno drugo pekarno, tukaj jih je na vsakih 100 metrov ena, ki so silno znamenite. Namreč mi smo jim rekli kar lepo pekarne na Štrbunk, ker so direktno v zemljo zgrajene pravzaprav. Direktno notri. Glej, Janin, mi bomo morala tukaj tvoje popotovanje za danes zaključiti. Že konc. Ja, hitro gre, ne? Ko človek pogleda. Verjetno na potovanjih gre čas ravno tako hitro. Čeprav, čim več ljudi tam dal se čaka, to je pa tudi res. To je eno od Murphyjevih zakonov na Škoda, potovanju. da so midva na sceni samo dva, če nas bi bilo več, bilo verjetno več tudi časa na razpolago. Hvala ti za te trenutke, ki si jih delil. Pa šel, poznam je enkrat. Letos poleti, mogoče v Indonezijo. Ja, nikoli ni reci nikoli. Nikoli. Bom tako zaključil. Pa bomo rekli še kakšno kasneje. Zdaj mi nadaljujemo. Nagrajenca za Balaševiča smo dobili in to je Špela iz Ljubljane. In ker je bil na naš elektronski naslov ae+af@kanal-a.si tako velik naval, smo se odločili, da bomo podelili še eno vstopnico. Tu je in še eno zgoščenko oziroma po slovensko CD. Ernesta bi skoraj prosili, da nam to malo vrže in tako. Evo, še zgoščenko imate.